Prisrčno dobrodošli v Filovcih, vasi, kjer se zgodovina piše v glini, ustvarjalnost peči, prihodnost pa z odgovornostjo do dediščine. Veseli smo, da prav tukaj v Filovcih, v osrčju panonske tradicije, danes obeležujemo 29. občinski praznik občine Moravske Toplice. Spoštovane občanke in občani, cenjeni gostje, dragi prijatelji. Dovolite, da med nami še posebej pozdravim gospoda župana Alojza Glavača. Gospoda podžupana Štefana Hula in Sašo Koca. Gospod direktorica občinske uprave Sabino Gutaj. Predsednika krajevne skupnosti Strehovci gospoda Marcela Raus. Pa se opravičujem, Filovci. Prisotne poslance Državnega zbora, župane in predstavnike drugih občin, člane občinskega sveta občine Moravske Toplice, člane odborov ter komisij, ravnatelja in ravnateljice osnovnih šol, vrtcev, predstavnike javnih zavodov in javnih podjetij, predstavnike verskih skupnosti, predstavnike Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice in Pomurske madžarske narodne skupnosti, častne občane občine Moravske Toplice, dobitnike priznanj in nagrad občine Moravske Toplice, poveljnika štaba civilne zaščite občine Moravske Toplice, občinsko upravo, predstavnike medijev ter ostalih gostov. Za začetek slavnostnega programa na oder vabim predsednika krajevne skupnosti Filovci, gospoda Marcela Rausa, da nas nagovori. Spoštovani gospod župan, cenjeni gostje, dragi sokrajani in prijatelji. Iskreno dobrodošli v Filovcih, vasi, kjer se preteklost, sedanjost in prihodnost srečujejo na prav poseben način. Tu med griči in ravnicami Prekmurja, kjer vonj po glini in domači peči še vedno nosi spomin na naše prednike, danes s ponosom gostimo 29. občinski praznik občine Moravske Toplice. Filovci niso le točka na zemljevidu, so simbol ustvarjalnosti in trdnih korenin, ki jih varujemo z ljubeznijo. Naša lončarska dediščina ni samo zgodovina, je živa zgodba, ki jo pišemo skupaj, z delom društev, prostovoljcev, rokodelcev in vseh vas, ki verjamete v moč skupnosti. Danes pa smo še posebej ponosni, ker naša vas dobiva nove temelje za prihodnost. Vodovod, novo električno omrežje, prenovljena cesta, ulična razsvetljava in širokopasovna povezava, vse to niso le objekti iz betona in kablov. So znak, da mislimo naprej, da želimo kakovostno in varno življenje za vse nas ter za rodove, ki prihajajo. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem občini Moravske Toplice, županu, občinskemu svetu, izvajalcem del in seveda vam, krajankam in krajanom Filovcev, za potrpežljivost in podporo pri teh projektih. Skupaj dokazujemo, da znamo sodelovati, da znamo povezati tradicijo in razvoj. Kasneje bomo počastili tudi posameznike in organizacije, ki svojim delom bogatijo našo občino in nas vse navdihujejo. Veseli smo, da imamo v občini toliko srčnih in predanih ljudi. Dragi prijatelji,
Naj bo današnji praznik trenutek, ko se spomnimo, odkot prihajamo in si zaupamo, da skupaj zmoremo graditi prihodnost. Naj nas povezuje spoštovanje, sodelovanje in srčnost, ki sta vedno krasili našo pokrajino. Želim vam prijetno praznovanje in naj vas spremlja dobro razpoloženje. Hvala lepa. Vas Filovci je več kot le prostor. Je spomin, ki še vedno diši po sveže žgani glini, je simbol rokodelstva, domačnosti in neomajne povezanosti z naravo. Danes pa je tudi prostor razvoja. Z novimi infrastrukturnimi pridobitvami, ki bodo še ukrepile kakovost življenj 526 prebivalcem, je v tem dragocenem koščku Prekmurja. Ta slovesnost naj bo praznik vseh vas občanov. Z mislijo na tiste, ki so gradili temelje te občine, z zahvalo tistim, ki jo danes ustvarjajo in z upanjem za tiste, ki prihajajo za nami. Občinski praznik občine Moravske Toplice, ki se ga obeležuje v začetku septembra, je poseben dan za vse občanke in občane. Je trenutek, ko se s ponosom ozremo na skupne dosežke in izrazimo hvaležnost posameznikom, ki svojim delom in predanostjo soustvarjajo razvoj lokalne in širše skupnosti. Praznik tako povezuje v duhu sodelovanja, spoštovanja in pripadnosti. Besedi vabim župana občine Moravske Toplice, gospoda Alojza Glavača, da nas kot slavnostni govorec popelje skozi razmislek o naši skupni poti, izzivih in dosežkih. Spoštovani, hvala za besedo. Pa najprej, da se malo nasmejemo. Jure prihaja iz Strehovec. Tako da opravičilo tudi z moje strani, ker je tebe predsednik postavil tudi za predsednika Strehovec. Tako, torej spoštovani prijatelji, visoki gostje, domačini, upokojenci, predvsem pa Filovčani. Moja naloga danes je, da na nek način povem, da sem vesel, da smo nekako v Filovcih prišli do zaključka nekaterih pomembnih investicij v občini. Če pa seštejem finančno plat teh investicij, pa moramo tudi povedati, da še nismo končali. Pravzaprav te investicije tukaj v Filovcih trajajo že drugo leto in nadaljevali jih bomo tudi še naslednje leto. Skupaj v finančnem smislu so te infrastrukturna vlaganja v kraju Filovcih, kamor spada tole naselje tukaj spodaj in pa 3 griči vinorodni, torej Gaj, Filovski vri in pa Trnavski breg, vredni preko 2 milijona evrov v 3 letih. Tako da ta trenutek potekajo, še vedno dela, tako kot ste lahko tudi opazili, in še bodo potekala. Zato najprej nekaj zahval in opravičil z moje strani. Torej zahvaljujem se krajanom in vsem Filovčanem, da ste najprej potrpeli in počakali na drugo fazo izgradnje pomurskega vodovoda. Namreč mi smo tako velika občina, da nismo uspeli vse napraviti v prvi fazi. Zato je 7 naselij dočakalo izgradnjo tega omrežja v drugi fazi pomurskega vodovoda in vas Filovci je bila praktično proti koncu. Zakaj to poudarjam? Zaradi tega, ker je vas Filovci imela vzorno urejen vaški vodovod, ki se lahko primerjal tudi z vsemi sistemi javnih vodovodov v Sloveniji. Zato tudi zahvala z moje strani. Potem druga zahvala, da ste potrpeli to gradnjo, namreč gradnja vse te infrastrukture skozi naselje panonskega tipa, kot so Filovci, je zahtevna. Praktično onemogoča dostikrat dostope do domačij in pa tudi sicer trajajo gradbeno delo kar dolgo. In zato je potrebno potrpljenje in pa tudi mnogo dobre volje
tistih, ki so v kraju tako ali drugače odgovorni za to, da vse poteka tako, kot mora. Občina Moravske Toplice je največja občina po površini in ima 27 krajevnih skupnosti. Filovci so ena izmed večjih po površini katastra. Vesel sem in pohvaliti vas moram tudi domačine, ker ste eden redkih krajev v občini, kjer število prebivalstva napreduje. To pomeni, v Filovcih je ta trenutek 516 prebivalcev, kar je 16 več kot leta 2008. V 17 letih torej rast. In en aplavz. Še ena zahvala tudi upokojencem občine Moravske Toplice, namreč oni so danes tukaj tako množično, da lahko rečemo, da tudi vzgorno skrbimo za dolgotrajno oskrbo, kamor vsi prihajamo, tudi sam. En aplavz za naše upokojence. Sicer mi pa dovolite tudi nekaj misli glede stanja v občini, v družbi in pa tudi sicer pri nas. Dogodki se kar vrstijo, zato tudi na nek način zelo težko strnemo v kratek čas in prostor vse, kar se je v zadnjem letu, torej od zadnjega praznovanja v Lončarovcih dogajalo v naši občini. Dogajalo se pa mnogo tega. Naj začnem z občinsko upravo. Zelo vesel sem, da so prihajali novi sodelavci. Med nami je tudi nova direktorica občinske uprave, ki je takoj od prvega dneva zagrabila delo. Sabina, lepo pozdravljena tukaj na prvi proslavi. En aplavz za tebe. Namreč naša dolgoletna direktorica Martina Vink-Kranjec nas je zapustila ravno v letošnjem letu in na nek način smo se ves čas soočali tudi z velikimi kadrovskimi težavami. Da ne bi bilo teh nadlog dovolj, sem tudi sam zbolel za dalj časa in v moji odsotnosti je vse teklo tako, kot mora. Torej, iskrena zahvala sodelavcem v občinski upravi, občinskemu svetu, obema podžupanoma in vsem, ki ste seveda predsedniki krajevnih skupnosti, ravnatelji, direktorji zavodov, ki ste pomagali, da ta občina deluje in živi tako, kot mora. Jaz moram reči, da sem danes tudi zdaj že precej bolje zdravstveno, ampak kljub vsemu se človek počasi zaveda, da življenje teče in da bomo mi to zemljo morali zapustiti tudi tistim, ki prihajajo za nami. Zato mnogokrat rečem in danes bom tu spet to ponovil, imamo dovolj denarja, dovolj sposobnosti, sproti delamo vso potrebno komunalno infrastrukturo, da bi naša življenja vsakodnevna bila zgledna, vendar to ni dovolj. Če se ne bomo zavedali kot posamezniki, kot skupnost svojega poslanstva na tem svetu, to pa je, da pripravimo prostor za tiste, ki prihajajo za nami, potem naše delo ne bo imelo nobenega smisla. In upam, da se strinjate z mano, da je zelo pomembno, da seveda skrbimo tudi za vse rodove naše družbe, tako od najmanjših kot do najstarejših. Sam večkrat rečem, da je najboljša dolgotrajna oskrba ravno pri nas na podeželju, kjer mnogo kje živijo družine 3-4 generacij skupaj. Tako da, ko se otroci narodijo v to skupnost, že vidijo, da bodo enkrat stari in potem ves čas odraščanja imajo pred očmi, da bo potrebno za starejše, tudi takrat, ko bodo oni stari, skrbeti. In zato sem prej povedal, da sem vesel, da so tukaj danes naši upokojenci, ker oni v mnogo čem pomagajo mladim družinam, torej vnukom, otrokom in seveda tudi z moje strani iskrena zahvala za to vašo skrb. Da pa ne bom danes predolg, ker že malo zamujamo, pa naj rečem samo za konec to,
današnji nagrajenci so letošnji izbor tisti, ki smo se jih spomnili nekako, da so pomembno prispevali ali kot posamezniki, ali kot člani skupnosti, ali kot krajani, ali kot občani, ali kakorkoli, zato da smo uspešna družba, uspešna občina. Torej iskrene čestitke tudi vam za vse nagrade in priznanja, iskrena zahvala za vse doseženo in želim vam vsem skupaj še naprej lep dan. Najlepša hvala, gospod župan, za navdihujoč nagovor in pogled v prihodnost naše občine. Slavnostni program naj se nadaljuje v umetniškem duhu. Prisluhnimo nežnim in čarobnim tonom harfe v izvedbi mladih umetnic, domačinke Petre Gumilar Černela na harfi in flavtistke Mance Stajnko. Iskrena hvala. Začenjamo svečano sejo občinskega sveta občine Moravske Toplice, ki bo tudi letos potekala združena z osrednjo prireditvijo o občinskem prazniku. Na oder vabim podžupana gospoda Sašo Takoco. Spoštovani vsi zbrani, pozdravljeni na tej prireditvi. Občinski svet občine Moravske Toplice je na svoji 21. redni seji 26. avgusta sprejel sklep o podelitvi nagrad in priznanj občine Moravske Toplice. Predlagatelj nagrajencev in prejemnikov priznanja komisija, posebna komisija, kateri predseduje gospa Simona Birom. Priznanja in nagrado pa bomo podelili jaz, kolega podžupan Štefan Hul in župan Alojz Glavač. Prosim, če pridete na oder, da podelimo priznanja in nagrado.
Naziv častnega občana prejme Alojz Berden iz Filovec. Kot priznanje in zahvalo za njegov izjemen prispevek k razvoju občine ter za dolgoletno in vzorno delo v dobrobit celotne skupnosti. Veliko zahvalno listino občine Moravske Toplice prejme Štefan Cmr iz Moravskih Toplic. Za dolgoletni in neprecenljivi prispevek in izjemno delo na področju zaščite, reševanja in prostovoljstva. Nagrado občine Moravske Toplice prejme Silvo Celec iz Mlajtinec. Za dolgoletno izjemno predano zavzemanje za razvoj otrok in mladine na področju ustvarjalnosti, glasbe in izobraževanja. Njegovo delo je zgled prostovoljstva, nesebičnosti in trajnostnega vpliva na lokalno skupnost. Priznanja občine Moravske Toplice prejmejo Ovček, inštalacije ogrevalnih naprav d.o.o. iz Mlajtincev, Martjancev, za več kot 25-letno uspešno delovanje podjetja ter za pomemben prispevek k varovanju okolja, uvajanju trajnostnih rešitev in ugledu občine Moravske Toplice. Gospod se opravičuje, da zaradi službene poti ne more prevzeti priznanja in se obenem zahvaljuje za izkazano priznanje. Berden Bojan, SP iz Bogojine. Za 30 let uspešnega vodenja podjetja in dolgoletnega vodenja gostinskega lokala v središču Moravskih Toplic, za ohranjanje kulinarične tradicije ter pomemben prispevek k razvoju turizma in prepoznavnosti občine. Blaž Benkovič iz Bogojine. Za dolgoletno predano delo in prostovoljstvo, prispevek k razvoju varnosti, kulturni tradiciji in povezanosti lokalne skupnosti ter občine Moravske Toplice. Poleg nagrad in priznanj občine Moravske Toplice ima po statutu občine Moravske Toplice župan pravico v posebni priložnosti podeliti priznanje župana. Ta priznanja podeljuje župan posameznikom in organizacijam, ki so bistveno prispevali k razvoju in prepoznavnosti občine. Priznanje župana tako prejmejo Vlado Koltaj iz Berkovec, za njegov prispevek prepoznavnosti in ugledu naše občine, katerega je širil svojim nesebičnim prijaznim delom in prijaznim odnosom do turistov, ki so obiskali našo občino. Peter Trajbarič iz Filovec.
za dolgoletno prostovoljno upravljanje vaškega vodovoda ter za pomoč vaškim društvom in krajevni skupnosti Filovci ob dogodkih v vasi. Doris Kolar iz Moravskih Toplic. Zlata maturantka na poklicni maturi programa tehnik oblikovanja. Priznanje in nagrade smo podelili, zato k besedi vabim nagrajence. Pogovor nagrajencev pa povabimo tudi še ostale povabljene k besedi. Tudi v mojem imenu vsi prav lepo pozdravljeni. Zelo sem počaščen in ganjen ob tako velikem priznanju in se zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da sem pač dobil to priznanje. Posebej bi se zahvalil društvom, ker so me predlagali, občini Moravske Toplice, na čelu z gospodom županom in po občinskemu svetu. Jaz mislim, da 50 let mojega dela je zdaj pač počaščeno z tem priznanjem. 72. leta sem začel in zdaj počasi se stvari umirjajo in ne rabim več toliko, da bi se s politiko ukvarjal, ampak še zmeraj moram biti na določenih momentih prisoten. Želim pa, da bi vsi bili, jaz sem vedno imel en moto. Bodi dober sosed, bodi dober prijatelj in dober občan. In če si tako naravnan, ne narediš nobenemu krivice, ker velikokrat nimaš volje, pa ne moči, pa je potreba, da moraš določeno stvar napraviti in jaz sem se tega vedno držal. Zadosti sem hodil po svetu, po Pomurju, po Prekmurju največ. 2 poti sem v življenju osnovnem imel. Prva pot je bila slikopleskarsko, druga pot je pa bila prašičereja. In to je bil pač moj moto in zelo malo časa sem imel, ampak velikokrat sem pa mogel iti ljudem v pomoč, da pač so bili v stiski, ker na začetku takrat ni bilo tako, kot danes vsega veliko. Imejmo se lepo in želim, da bi današnji dan ostal v lepem spominu. Hvala lepa. Besedi vabim še goste, če želi kdo spregovoriti. Drage občanke, dragi občani, spoštovani gospod župan in prijatelj Luis, spoštovani nagrajenci, odlični gostje, gospodje župani. Tukaj pred vami stojita 2 Prekmurca s srcem Prekmurca, ki sta na sezonskem delu v Ljubljani. Damjan je rekel zato, ker sem najbrž kakšno leto starejši, da bom jaz prvi gučal. Iskreno vam čestitam ob vašem 29. občinskem prazniku občine Moravske Toplice. Navdušen sem, res navdušen sem nad uspehi, nad investicijami, ki jih peljete, ki jih realizirate ali jih pa boste dokončali, realizirali v bližnji prihodnosti. Ko je gospod župan govoril o vodovodu, mi je bilo toplo pri srcu. Zakaj? Zato, ker smo, ko je v prejšnjem mandatu nam bilo zaupanje vodenje države, smo takoj že spomladi leta
2020 organizirali na pristojnem ministrstvu sestanek. Bili so tudi nekateri župani, vsem se tudi zahvaljujem, ki so takrat zavihali rokave, ker smo rekli, če ne bomo zdaj, potem ne bomo nikoli. In sem hvaležen, da so župani oziroma občine prekmurske, da so, mislim, da ravno zadnji delovni dan leta 2020 z enim velikim kombijem pripeljali dokumentacijo. Veste, da je pač za evropski denar potrebno en kombi dokumentacije, ampak smo uspeli. Uspeli smo vsi skupaj, ker če držimo skupaj, potem uspemo. In takrat smo dobili, če se dobro spomnim, za to zadnjo fazo pomurskega vodovoda 37 milijonov evropskih sredstev. Gospe in gospodje, mi vsi stojimo na ramenih naših prednikov. To ni zgolj neka ugotovitev, to je pravzaprav tudi velika odgovornost. In naši zanamci, upam, da bodo lahko rekli, da tudi oni stojijo na ramenih svojih prednikov. In ko smo tukaj v Filovcih, zakaj to pravzaprav govorim? Zato, ker so ti predniki dejansko že več kot 700 let delajo in delate zgodbo, ki bo ostala zavedno zapisana. In za takšne zgodbe je potrebna vztrajnost in za takšne zgodbe je potrebno to, kar nam je pravzaprav povedal častni občan, gospod Berden, kakšni moramo biti. Kako preprosto. Dober sosed, dober vaščan, a ne? Dostojevski je približno takole napisal, prvič in predvsem bodimo dobri, potem pošteni in potem nikoli ne pozabimo drug na drugega. In verjemte, midva z Damjanom na vas nisva pozabila in ne bova pozabila. Se bomo pa morali, da zdaj ni čas, ker je takšen veliki praznik, za neke velike politične govore, še manj za kritike, se bomo pa morali Prekmurci v prihodnje, ali pa Pomurci kot statistična regija, bistveno boljše organizirati. V 3 državne blagajne spravimo skupaj več kot 1 milijardo na leto. Mene srce boli, da v zadnjih 3 letih dobivamo Pomurci z naskokom najmanj denarja per capita, po glavi. Ampak vedno je v življenju so oscilacije, enkrat je malo slabše, potem je malo boljše. In verjamem, da bo boljše. Upam samo in daj Bog, da bi živeli v miru. Morda v prejšnjih letih nismo v miru kaj dosti razmišljali. Kaj je mir? Mir je čas brez vojne. Če bo mir, potem bomo vse, kar se zadeva Prekmurje, zmogli. Vse dobro vam želim, eno dobro praznovanje, veliko zdravja in Bog vas živi. Še v mojem imenu en lep dober dan, spoštovani župan, podžupana, župane sosednjih občin, predvsem pa občanke, občane, prebivalci vasi Filovec, pa cenjeni nagrajenci. Mi sva prišla s kolegom poslancem skupaj na oder, on je malo sicer po emši starejši, po duši sva tudi tu. Sva se tudi razlikujeva, kaj en je v opoziciji, en v koaliciji, ampak ne glede na to, ko mi vas znava tudi včasih v Ljubljani, v Kuper podržati, ko Prekmurci se moramo boriti, uspevate tudi tu z Moravske Toplice. Ko znate sodelovati in plod tega razvoja, sodelovanja je razvoj. In to se vidi, kada tudi v Filovcaj te semafor gor stavite, znate, kaj nekaj dobro delate. Gnes vas je tu pun šotor. Ne smo imeli velikih političnih nagovorov, kar je tudi dobro, raz ste pokazali, ko ste naredili v prejšnjem letu in nagradili tiste, ki so zaslužni za to občino. In kako smo bili strani častnega občana opozorjeni, morate biti dobri prijatelji. Med nagrajenci je moj tudi dober prijatelj Blaž, s katerim sva hodila v Kuper srednjo šolo. Dobri občani morate biti, glede na pomembnost tega dogodka in na prisotnost,
verjamem, da to vam v občini uspeva. Na koncu pa moramo biti dobri prijatelji, ki se znamo v krizi en drugimi pomagati. In ja mislim, da to vam, drage občanke in občane, v občini Moravske Toplice uspeva. Jaz vam želim še en lepi popoldnevi, pa seveda, ker je vse pripravljeno, očitno, da je tudi dobra muzika kasneje. Kot je župan pravil, glede na 2008 do 2025, ste se pa očitno Filovci tudi imeli izredno radi in imejte se še dole. Hvala lepa. No, jaz sem bolj športnik, zato sem kar tu gor stopil. Spoštovani župan, spoštovani podžupani, spoštovani kolegi župani in županje, jaz bom par besed povedal v imenu župana Goričkega. Cenjene dame, spoštovani gospodje, že dolgo nisem bil na eni prireditvi, ki bi videl toliko ljudi. To se pravi, da prireditev se dela zato, da ljudje pokažejo tudi svoje zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo. Kolega župan, moram ti povedati takole, da si dober kapetan, ker delaš kot ekipa, koliko sem tudi se znal iz tvojega pogovora. In sem prepričan, da ekipa je lahko samo uspešna, če je kot veriga. In če ima takega dobrega kapetana in tudi pomočnike kapetanov, podžupanov in tudi občinski svet, ste lahko ponosni. Jaz sem zdaj sicer Štajerec v Prekmurju, oprostite, pač počem malo z napako, ampak nič hudega, ne. Sem pa že 47 let tu in je srce tudi za to pokrajino, kjer živim. To, ko danes jaz poslušam, 29. občinski praznik, pred 703 leti je že bila prva zaznamba vasi Filovci, kjer drugo niso poznali kot trdo delo, garanje, z ilo so si dostvarili nekaj več. In najbolj vesel sem pa v tem trenutku 27 krajevnih skupnosti, če sem si prav razumel, da sta največja občina po površini, po primarni porabi se to nič ne pozna. In sem prepričan, da je tu en veliki napredek in jaz vam čestitam vsem, da ste to naredili, ker na taki površini drugod živi, da ne bom rekel toliko pa toliko tisoč ljudi. Če je toliko pa toliko tisoč ljudi, je toliko pa toliko tisoč poprečnine in v bistvu mi vse tisto moramo nekje najti, prikrampati, kar nekaj delajo z lahkoto. Mi imamo danes neke, jaz sem vesel, da imamo tudi drugod v Sloveniji lepe občine, na majhni površini živi pod 5 do 10 tisoč prebivalcev in če bi bilo to na te krajevna skupnost, ne vem koliko šotorov bi mogli danes tu stati, kakšna proslava bi bila. Ampak pustimo to. Tudi to ste več ali manj naredili za razumevanje in trmastost ljudi, ki vam tudi verjamejo. Če pa ne bi verjeli, Prekmurje ne bi bilo tako lepo, kot je. Verjamte mi, posod je lepo, pred nas je najlepše, čeprav ste iz Štajerskega. Res, moram takole povedati in nikoli ne pozabimo. Nikoli ne pozabimo, vedno nas ocenjujejo, kako smo dobri gostitelji, kako je priti v Prekmurje, fajn, super. Jaz gledam najmlajšega poslanca, gospoda Ferija, jaz se opravičujem, ker je enega imenoval, da imam malo starejši šel. On je življenje dosti kaj skozi, ne. Politika, vsi se gremo, ne, na nekih proslavah, ko pa treba priti realnost, pa ostanejo ljudje tisti, pa ne nazadnje tudi župan, ki je kriv za vse in tudi za tisto, kar ni kriv. In jaz sem prepričan, da bomo še naprej taki gostitelji, kot smo. Ampak, če pridejo ljudje k nam v goste, naj tudi to dobro gostiteljstvo primerno plačajo. Ker če mi samo to, da nas nekdo hvali, ne bomo preživeli. Mi imamo nekaj, kar se sploh ne zavedamo. Jaz hodim ogromno po svetu. Verjamte mi, ko prijem v te okolje, mi srce zaigra. Zato, ker res se ne zavedamo, kaj pomeni danes neka varnost, kaj pomeni neko
druženje v prijatelji, v takem okolju, kot smo danes tu, da ljudje v večjih mestih več ne upajo iz hiš in stanovanj, ali je to življenje? Jaz mislim, da se bomo morali malo ustaviti. Nagrajenec, gospod Berden je lepo povedal, kar je tudi v njegovi zgodovini šlo skozi, pa so bili bistveno hujši časi, kot so bili, pa so ljudje bili prijatelji. Prej je sosed kome soseda čakal, da ga je videl, no ne smo več ali manj, moramo biti pošteni, naredili ograje, da ga ne vidimo. In to ni dobro. Dejstvo je tudi to, da demografija se nam izredno slabša. Vi ste res ena redkih vasi, ki vam populacija ni padla. In vi si res zaslužite investicijo, ker se bojim, da delamo kar nekaj investicij in na koncu ne umeli materije, da bi to uporabljali. To se pravi, filovci imajo, so upravičeni za vse, kaj delajo, ker drugače, sem jaz prepričam, drugo leto bodo volitve. Jaz vem, da politika bo nam zdaj dajala bombončke, vse, ne. Ko da volitev gotovo, bomo spet realno v življenje, kje smo. Zato vam svetujem, spoštovane dame in gospodje, predvsem bodimo prijatelji, pomagajmo drugemu, pa še nekaj. Jaz sem vedno malo mogoče preveč kritičen. Delo mora postati vrednota. Dolgotrajna oskrba, pomoč na domu, sem prepričan, da lahko delajo predvsem tisti ljudje, ki ljudi poznajo. Mi danes vsi govorimo, ne vem, koliko bomo delali domov, imamo že ogromno danes domov praznih, zakaj pa imamo praznih, ker nimamo delovne sile. Zato se bomo mogli natočiti čistega vina in si res pomaga drugemu. Če bomo čakali pomoč od drugod, ne bo nič. Župan, tebi želim še predvsem zdravja, polno idej, čilosti, tvojim sodelavcem, naj še te naprej tako spoštujejo, tvojim občanom in občankam pa, bilo kam greste, povejte, da prihajate iz lepega Prekmurja in da so vsi dobrodošli k vam na obisk za polno denarnico. Vsem nagrajencem čestitam in lepo praznovanje ob 30-letnici še vidimo. Hvala lepa. Iskrena zahvala vsem za izrečene besede in čestitke. Iskrene čestitke še enkrat vsem nagrajencem. Hvala za vaš prispevek in srčnost. Prosim pa, da se vsi nagrajenci zberete na odru za eno skupinsko fotografijo. Letos program vnašamo tudi delček kulturne dediščine, ki nas globoko zaznamuje. Prisluhnili bomo recitaciji o lončarju, nastale v Filovcih, vasi z dolgoletno in prepoznavno lončarsko tradicijo. Recitacijo bo izvedel Grega Bojnec, vnuk pokojnega zadnjega filovskega lončarja Alojza Bojneca, ki lončarsko dejavnost ne le spoštljivo ohranja, temveč jo tudi aktivno nadaljuje in predstavlja v muzeju na prostem. Njegov nastop je poklon tako preteklim rodovom, kot prihodnosti, ki gradi na rokodelski dediščini. Sam fajne, sam mlade, lončarov sam sin, rad odin na senje, kulbar rad vrtin. Na placi je lušno, pa če tudi je mraz, oča trže rad ženskan, diklinan pa jaz. Lončare pa vedno poskoči srce, kdo strži posodo, pa pejne zašte. Njemi se rado okolza skozi, kdo posoda mu polka, ko v peči gori. Zato v lončari
Florjana časte, ka brani ga ognja, kdo v peči on žge. Grega, hvala za tvoj doprinos, ki nas je zagotovo prebudil v nas mnoge misli in čustva. Letošnji praznik bomo obogatili s pomembnim trenutkom za našo vas. Blagoslovom in svečano predajo novih infrastrukturnih objektov, ki vključuje vodovod, novo električno omrežje, ulično razsvetljavo, širokopasovno omrežje in prenovljeno cestišče. Blagoslov bo upravil domači župnik dr. Andrej Lažeta, kar dogodku daje poseben simbolni pomen skupnosti, povezanosti in blagoslova za prihodnje rodove. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Molimo. Usliši nas, sveti Gospod, vsemogočni Oče, večni Bog, in pošli z nebes svojega svetega angela, ki naj čuva, podpira, varuje, obiskuje in brani vse, ki prebivajo v naši občini po Kristusu, Gospodu našem. Berilo iz 5. Mojzesove knjige. Kadar boš jedel do sitega, si zidal lepe hiše in v njih prebival. Ko se bo množila tvoja goved in tvoja drobnica in se bo pomnožilo vse tvoje imetje, gleda se takrat tvoje srce ne prevzame in da ne pozabiš Gospoda, svojega Boga, tvojega stvarnika, ki te je izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti, ki te je hranil v puščavi z mano, katere tvoji očetje niso poznali. Vzgajal in skušal te je in ti potem skazoval dobrote. Nikar si sam pri sebi ne misli, moja moč in sila moje roke mi je pridobila to bogatstvo. Marveč se ponižno spomni Gospoda, svojega Boga, kajti on je stvarnik, on je tisti, ki daje moč, da si moreš pridobiti bogatstvo, zato da spolniš svojo zavezo, ki jo je s prisego sklenil s tvojimi očeti, kakor se danes vidi, ko si v blagostanju. To je Božja beseda. Hvaljen Jezus in Marija. Torej, prosili so za sveti Božji blagoslov. To je lepa prošnja. Namreč Bog je naš stvarnik, dal nam je stvarstvo, potem je ustvaril človeka po svoji podobi, sposobnega delovanja, da to stvarstvo sooblikuje. In danes smo lahko v mnogih govorih slišali o pridobitvah, ki jih imamo tukaj. Torej, podstat je stvarstvo, človek pa z svojim delovanjem in intelektom omogoča, da je v tem stvarstvu lažje živeti, da prihajamo do napredka. Torej, tukaj želimo seveda izreči zahvalo najprej Bogu, ki nam to življenje omogoča, potem pa tudi vsem tistim, ki so svojim delovanjem doprinesli, pripomogli, da imamo v življenju te tehnične pridobitve. Izpostavljali so tukaj danes, da je potrebno biti dober, spoštovati drugega, držati skupaj in se imeti rad. Tako nasplošno sem si zapomnil. Veste, tega pa ni mogoče nikakor doseči, če več ljudi nima skupnega imenovalca. Torej, dokler vsak uveljavlja svoj lasten ego, ni mogoče
kaj velikega ustvariti. Tam so majhni interesi in majhni dosežki lastnega ega. Kadar pa se je človek, torej znotraj stvarstva, sposoben povezati, graditi skupaj, takrat so lahko dosežki večji. Torej iščemo v tej naši lepi občini ta skupni imenovalec, da bodo lahko naši dosežki še večji. Torej, da se ne bi po nepotrebnem med seboj delili, pač pa da bi med seboj iskali soglasje. Kristus nam je to zapustil v zapovedi ljubezni. In glejte, še pri vsaki sveti maši, kadar mašnik posvečuje kruh v Kristusovo telo, pravi, to je moje telo, ki se daruje za vas. Torej, to je popolno nasprotje sebičnosti, sebe dajati v daritev za drugega, sebe razkirati za drugega. Torej, od srca želim vsem navzočim, ker kolikor gledamo nazaj, vidimo, da smo v občini uspeli samo tam, kjer smo bili sposobni tega, da se je nekdo za drugega razkiral. Torej, to je moje telo, ki se daje za vas. Zato vsem od srca želim, da se to v občini širi še naprej, da bi tako mogli v žrtvi, ki je potrebna, graditi skupnost z dosežki še naprej. Obenem voščim za vse pridobitve. Parkrat sem se skušal naučiti na pamet vse, kar so mi povedali, da je potrebno danes blagosloviti, pa ne bi znal našteti. Dosti je tega, znal bi 10 božjih zapovedi, to si nekako nisem zapolnil. Zato tega ne želim posamično imenovati, pač pa naj bo vse blagoslovljeno v Božjem imenu. Pa skupaj molimo za sveti Božji blagoslov. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Naša pomoč je v imenu Gospodovem. Gospod z vami. Molimo. Blagoslovi Gospod, vsemogočni Bog, to občino, da bo tukaj zdravje, čisto zmaga, krepost, ponižnost, dobrotljivost in krotkost, polnost Božje postave in hvaležnost do Boga Očeta in Sina in Svetega Duha, in ta blagoslov naj ostane na tej občini in njenih prebivalcih zdaj in na vse veke vekov. Slavimo Gospoda, Bogu hvala. Župniku Bog plati za blagoslov. Naj nove pridobitve služijo vsem vaščanom v skupno dobro. Za kratek trenutek se znova prepustimo zvenu harfe in flavte, še en glasbeni vložek za dušo.
Iskrena hvala Petra in Mance za to nežno glasbeno popotovanje. Spoštovani, s tem se slavnostna prireditev v občinskem prazniku občine Moravske Toplice zaključuje. Hvala vsem govornikom, nastopajočim, nagrajencem in vam, dragi obiskovalci, da ste s svojo prisotnostjo soustvarili današnji popoldan. Posebna zahvala pa naj na koncu velja še vodji organizacije dogodka, gospe Mojci Ivanič. Za zaključek pa nekaj živahnejšega. Na oder vabimo mladega filovskega harmonikaša Jašo Ošlaja, ki nam bo s svojim nastopom vlil energijo in za zabavo, ki jo bo nadaljevala skupina Aktual. Vam pa želim prijetno praznovanje in uspešno pot naprej.